Na Neger želimo dobro jutro. Dobro jutro. In v tem studiu imamo dva gosta, in sicer iz Zveze prijateljev mladine Urša Žiger. Dobro jutro, Urša. Dobro jutro. In pa ta, ki se dejansko bo podal dobrodelne namene, ampak za dobrodelne namene 2000 kilometrov dolga pot ga čaka na kolesu. Isto kot Čevar, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Ok, se razumem, dobrodelni namen. Sredstva za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, da lahko grejo brezplačno na tabor za nadarjene učence. Ampak drugače si v redu? Ja, v redu sem, ja. Ne, ampak, okay, zdaj vemo, isto je jasno, da ko govorimo o kolesarstvu v našem mestu, izjemno poznana osebnost in ena od osrednjih osebnosti, kar se tega športa tiče, ampak vseeno isto. Ja, kaj naj rečem, jaz sem na kolesu vsak dan, v bistvu druga ne delam, razen glasbe, tako da to je pač bilo čista posledica tega, da pol se pač odpraviš. Vsako leto grem na nekaj 1000 kilometrsko pot, letos pač v Istanbul, tako smo nekako se odločili. Pač zakaj ne bi? Zakaj ne bi, ne? Če lahko greš v Ličino ali pa recimo do Lendave. Ličino, ne? Ja, pa to greš vsak dan, ne? To greš vsak dan. Ne greš. Ne greš vsak dan. Enkrat na pol leta, recimo. To si dosti rekel, Eger, ne? Ja, to si dosti rekel, do sebe. Ampak namen je seveda dobrodelen in odkot zdaj pravzaprav ta ideja, povej, Urša, ali ste vi v bistvu iskali enega takega, ste imeli plan, ok, mi bi dali, imamo 2000 km dolgo pot, zarabimo samo enega, da to pregoni. In se javno istok, ali je to, kak je prišlo do te zgodbe v bistvu? Jaz mislim, da bi se pri nas tudi kakšna taka ideja lahko porodila, ampak ne Istok je pravzaprav prišel do nas. Moram povedati, da z Istokom že zelo dolgo sodelujemo, to je naš prostovoljec v mnogih vlogah. Zdaj pa eno najtežje si naložil, ne, jaz mislim. Nekako zameš, ja, vsaka po sebi. A je vse za nas. Posebno, ja, dobro, ok. Tako da Istok je pravzaprav nas našel. Čakam, da se zmeni. Mi smo pa zelo hitro pravzaprav se temu povabilo odzvali. Tudi ko smo mu predstavljali programe, kar bi si lahko izbral karkoli, in ko se je odločil za ta omogočimo sanje, smo seveda bili takoj za in ga podpiramo. Še več kot za 2000 km. In jasno, da bomo Istoka na tej poti tudi spremljali in vse skozi lahko pomagate tudi vi, to moramo povedati in to večkrat, tako da pošljete SMS sanje 10 na 1919 in tako donirate 10 evrov. Še lažje bo verjetno šlo, če imaš motivacijo, da gledaš enega, kak se mantra, ne? Ampak zdaj, zanimiva pot, jaz moram reči, Slovenija, Madžarska, Romunija, Moldavija, Ukrajina, Bolgarija, Turčija, v vseh državah sem bil, niti eni me ni prijelo, da bi šel kolesariti. Ja, se to je ravno point tega, da greš, tako kot sem prej rekel, tu se voziš vsak dan, rekla sta v Ličino. Jaz sem morda tam manj, ja, ampak po tem Dravskem polju, kaj vem, tu v okolici Maribora se voziš, pa greš nekam, kjer še nisi bil, prvič to, pa morda to, da greš tja, kjer manj poznaš ljudi, pokrajino, ceste, in to jaz mislim, da ena taka Romunija, Bolgarija je tak ali tak, in to je zanimivo. Gremo čez Karpate, grof Drakula, sem se že najavil, ne? Jaz sem se že najavil. Da imej česen sabo za vsak primer. Ja, tudi, brez skrbi. Pa Moldavija potem. Ne, Moldavija je zdaj odpadla. Jaz sem imel idejo, da gremo tudi v Ukrajino pa Moldavijo, ampak pol zaradi nekih stvari, pot smo rekli. Preveč komplikacij, ne glede na aktualno politično situacijo, verjetno. Tako da gremo iz Romunije, pol tam proti Črnemu morju, v Konstanto, pa dol po obali proti Turčiji. In na koncu v Istanbul. Tako. Skratka, izjemno dolga pot. Kak se človek na to pripravlja, kaj mora imeti zraven in kaj vse, oziroma na kak način bo Istok skupaj z vsemi nami, domnevam, da tudi pomagal oziroma osrečil otroke s pomočjo Zveze prijateljev mladine, vse to v nadaljevanju.
15 minut čez 8 v tem studiu iz Zveze prijateljev mladine Urša Žiger in pa ta, ki bo šel na 2000 km dolgo dobrodelno kolesarsko pot do Istanbula. Iztok Kočevar, še enkrat dobro jutro obema. Dobro jutro. Torej, Iztok, seveda še enkrat spremljamo vse skupaj in dejstvo je, da lahko tudi vi pomagate. Zbirajo namreč Iztok in Zveza prijateljev mladine sredstva za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, ki se bodo lahko brezplačno udeležili tabora za nadarjene učence in lahko že zdaj donirate, če pošljete Sanje 10 na 1919. Začne se 22. septembra. To vemo je poseben dan. To je poseben dan, to je ponedeljek. Lepo, ne? Ja, ne, to je lepo. Začetek tedna je, začetek akcije. Ja, 22. september je Evropski dan brez avtomobila. Nekako se opada to s tem, da smo mi planirali to, pa sem jaz rekel, ok, gremo super, ker je ta dan. Torej, vabim tudi vse, ne samo športne kolesarje, ampak na vse, ki imajo bicikl po domače povedano, ja, ki se peljejo v službo ali pa se ne, pa se mogoče bojo ta dan peljali, da se mi pridružijo, da se nam pridružijo na Trgu Levna Štukla ob 15. uri, da naredimo neko manifestacijo kolesarjenja, trajnostne mobilnosti in obeležimo ta pomemben dan. Ja, absolutno in da na nek način damo tudi podporo tebi, Iztok, da tako, skupaj s tabo krenemo. Tako, pa kak daleč kdo pride. Ja, točno tako, to je naša ideja, da vsak kak daleč pride po domače, ne? To se pravi, ni nujno, da gremo v celo prvo etapo, da greste z mano, ampak greste kilometer, dva na eno kavo, sladoled ali kakorkoli. Gre za simbolično, da greste vsi z mano v Istanbul. Ja, krasno. Lepo. Drugače pa ob 3 popoldne, verjetno ravno zaradi tega prilagojen štart, ker jaz se spomnim, ko smo še vozili te dolge ture, jaz nisem račel popoldne, ker nikam nisem prišel, se veš. Ja, res je, prilagojeno je res, ja, ta dan bo pač kratka etapa do Lentija na Madžarskem, pač ker nas bo prehitela tema, ampak prilagodili smo to ravno zaradi tega, da se nam boste lahko vsi pridružili v čim večjem številu, torej ob 3, po službi, po šoli, po vseh obveznosti. Ok, super. Urša, zdaj pa vprašanje komu, oziroma več o tem programu, za katerega v bistvu tudi s tem Istokovim dobrodelnim mantranjem zbiramo sredstva. Ja, v bistvu, to je naš program, domač ZPM program, nastal ob 60-letnici ZPM Maribor, omogočimo sanje. Mi smo v vsem našem delovanju v Meži ugotovili, da pravzaprav za otroke kar poskrbimo, ne? Imamo letovanja, pa jih nahranimo, pa vse. Ampak manjka pa nekaj, kar v šolskem sistemu ne zmorejo vsega, to je, da ugotavljamo, da so otroci tudi zelo nadarjeni za različne stvari, imajo različne talente, pa jih ne morejo izkoristiti, zato ker doma ni okolje pač dovolj dobro situirano, da bi jim starši lahko to omogočili. Potem smo pa pravzaprav razmišljali skozi ta program, kaj bi delali, kako bi opolnomočili otroke, da bi ugotovili, da pravzaprav veliko zmorejo, ker tudi tisti, ki imajo veliko znanja, ne, je dobro, da ugotovijo, da imajo potenciale na teh svojih področjih in smo pričeli s tem programom in vsako leto organiziramo nekaj taborov za nadarjene učence, se temu reče, ne. Gre za tam nekje 5-dnevne, 4 do 6-dnevne tabore, na katerih pač otroci potem na posameznemi, ne vem, tematiki poglobljeno delajo. Recimo digitalna avantura je bil zdaj zadnji tabor, seveda nova tema. Imeli smo že biologiko, pa kemijo, pa nemščino, novinarski tabor tudi recimo. Na teh taborih potem pač otroci poglobljeno delajo za strokovnjaki na tem področju, ugotavljajo, kaj vse zmorejo, pridobivajo ta nova znanja in se imajo v glavnem zelo, zelo fajn. Genialno. Super. In to je ta program, hvale vredno seveda in klobuk dol, da vse to vsa ta leta delate pri naši Zvezi prijateljev mladine tukaj v Mariboru. Za vse to se zbirajo sredstva s tem projektom. In zdaj, v nadaljevanju, kak se človek na to sploh pripravi, kaj mora imeti sabo, koliko podritnih podložk in vse ostalo. To je pomembno, ne? Takoj potem.
20 minut iz Zveze prijateljev mladine, z nami Urša Žiger in pa seveda isto Kočevar, ki se 22. septembra ob 3 popoldne iz Trga Levna Štuklja v dobrodelne namene podaja s kolesom do Istanbula. Pot bomo jasno da spremljali, vabljeni še enkrat vsi s kolesom, da pridete 22. ko je seveda dan brez avtomobila, s kolesom tja podpreti Istoka, z njim malo zakolesariti, potegni do Budimpešte recimo, ne pa... Dobro, ni treba, kot smo rekli, dovolj je že, da pridete pa par 100 metrov prekolesarite, ko je že dovolj močno izražena podpora. Vse skozi lahko, ker zbiramo sredstva za program Omogočimo sanje Zveze prijateljev mladine, pošljete tudi sanje 10 na 1919. Zdaj pa čisto tehnično, ruta je verjetno splanirana. Ne? Tako, ja. Koliko etap in glede na to, da traja 3 tedne, verjetno bo kak dan počitka, koliko kilometrov na dan? 10 dni? Ja. V bistvu je 11 s tem prvim delom v ponedeljek, ki je pač malo prilagojen, pa je krajša etapa, tako da je 11 dni, drugače bi bilo 10. Okay. Vsak dan je poprečno 200 km, včasih malo več, včasih malo manj, odvisno od konfiguracije terena. Ko gremo čez Karpate, je malo krajša, ko se vozimo po ravnini, je malo daljše. Koliko je višinskih? Višinskih je okoli 15.000 metrov. A to je na celi poti, ne na dan. Ja, dobro, vseeno. Pa si ti, Pa vse ni to. Mislim, ker mi dva z Igrom sva malo razpredala, zdaj vmes, da ki greš v Istanbul, tak je dol. Ja, na zadnje zemljevid gledal je Istanbul dol. Ne, zemljevidu ne smeš gledati, moraš na zemeljski obli gledati, na onem veš, oni... Globusu. Ne, to je brez veze, dol je. Dol je, Ste me dobri, dol gre. Čist tehnično, koliko biciklov imaš to sabo, spremljevalno ekipo, ker verjetno ne greš z rukzakom pa stranskimi torbami. Ne grem. Z mano je spremljevalno vozilo Lucas Bikesa, ki je tudi glavni pokrovitelj projekta, torej Lucas Bikes, trgovina servis, kjer smo nekako skupaj začrtovali to pot in jo tudi naredili. Z mano gresta Denis in Karin, ki bosta skrbela za prevoz, logistiko, snemanje, posnel se bo dokumentarni film. Karin bo skrbela za PR, za objave, za spremljanje in za navigacijo, pa za prenočišča in za hrano in pijačo in tak dalje. To je moja hčera. Ja. To je moja hčera. Odgovorna oseba, ne, v družini, se prav. Zelo, ki me tudi podpira. Pri tem kolo je pa tak. Zdaj podpira ali se boji za tebe, to je stvar debate. Ja, nekak so moje hčere. V bistvu pred leti, ko sem začel te 1000 km spet delati, so me stalno pravili, pa daj nekaj narediti s tem tvojim kolesarjenjem, da se ne voziš brez veze tu po Balkanu, pa te 1000 km delaš, daj naredi nekaj. V bistvu sta me one dve že pred leti nekako tak, ja pa sem mogoče res lahko nekaj naredil. Kolo je pa eno posebno, imaš kako posebno, so pri Lucas Bikes poskrbeli za... Sponzor Lucas Bikes mi je priskrbel Scott Foila RC10, to je taka raketa, malo... Okay. Pa sama gre? Bomo verjeli na besedo. Pa sama ne gre, ne. Mislim, zdaj že vozim ta bicikl celo leto, da se ga navadim, je zelo udoben, čeprav je aerobike, kot temu pravimo. Zelo dobro se obnaša tudi proti vetru, pa po ravnini. Izkazal se je v švicarskih Alpah letos tudi več kot odličen bicikl. In v bistvu rezervnega kolesa ne rabiš, ker zdaj, če se kaj zgodi, se da popraviti. Ja, zdaj pustimo neke nesreče, ki se ne bodo zgodile. Tako da ja, to je to. Drugače pa imamo, so orodje zraven. Lepo, da veš, to se mi zdi pomembno, da imaš kolo, ki se lepo obnaša, ker če se krega s tabo cel čas, razumeš, ko se ti tako matraš, pa da ti jezika, pa to grozno. Ne, to ne sme. Zdaj smo se že spoznala in se mama tudi rada. In to je to. Čudovito. Ja, hvala lepa obema najprej za to, kar počneta. Vam pri Zvezi prijateljev mladine Maribor tako ali tako že več kot 70 let skrbite za
naše otroke in ponujate res številne možnosti. Isto pa tebi, da si dovolj nor, ne? In da boš dovolj pameten, tako kot je. Ja? In da boš pač s svojim hobijem naredil nekaj dobrega za naše otroke. Tako da bomo spremljali celotno zgodbo, kot smo rekli, začne se 22. ob 3 na trgu Leona Štuklja. Vsi detajli pa še v prihodnjih dneh tudi na Totem Radiu. Hvala še enkrat za obisk in lep dan. Hvala, enako. Hvala.